vsi kolesarji vemo, koliko je težko pol spet začeti trenirati spomladi, koliko smo prejšnji let trenirali in bolj, ko se spomladi usedemo na kolo, je vse pač spet od začetka. Tako da danes bomo šli čez, kako si zastaviti cilje, kako trenirati pozimi, na kaj vse je treba biti pozoren, predvsem pa tudi na določene napake, ki jih dosti nas kolesarjev dela. Najprej najbolj, da začnemo v napakah. Jaz mislim, da ta največja napaka je čas, ki si ga zastavimo. Na začetku mislimo, da imamo dosti časa, oziroma še boljš povedan, si sploh ne zastavimo, koliko časa imamo, ker ne upoštevamo noter še družine, službe, čas za regeneracijo, ki je zelo pomemben. Tudi na našem rekreativnem nivoju, tako da to je ta prva stvar. Ta druga stvar, ki v Sloveniji mislim, da tudi zelo pomembna, je pitje alkohola. Nekateri pravijo, da tudi 14 dni se rab, da se spet sestavite nazaj, da pridete spet na nivo. Zdaj drugi so tam na cirka 3 dni. Jaz bom rekel, da po mojih občutkih približno 3 do 7 dni je tisto, ki mogoče spet začnete isto trenirati, kakor ste dan pred tem, ko ste se ga pač, ko ste se imeli malo bolj fajn. Zdaj tukaj ne govorim, da spijete deci vina za večerjo, ampak bolj tako, v nekem prekomernem pitju alkohola. Mogoče bi se še nazaj vrnil na ta čas, ko ste po treningu, se pravi, ko ste zmatrani tudi pred treningom, ne vem, če imate šiht, kakorkoli, je v bistvu zelo pomemben, da greste na kolo vsaj približno spočiti, če hočete imeti tiste najboljše rezultate. Jaz, ko se spomnim za nazaj, zdaj, ko sem delal, je bilo tako, da sem prišel šihta, takoj nekaj pojedel, se ulegel za pol ure, pa šel na kolo, oziroma se ulegel tudi za 1 uro, ali pa sem šel na kolo, ne vem, okrog 5 zjutraj, zato da sem bil pol že na šihtu tam okrog 9. Tako da ja, zdaj tukaj bi si te malo mogli zorganizirati čas. Zdaj gremo mogoče od začetka, čas smo šli že čez, se pravi, res bo. Pripravite si, sploh če vam bojo drugi plane delali, se pravi plane treningov, kaj jesti, nujno morate vedeti, koliko časa lahko riskirate na teden, zato da greste športati, oziroma v našem primeru na kolo. Ker se pogovarjamo, da gre to v bistvu za zimski čas, oziroma za priprave na sezono, to govorimo zdaj od novembra, pa potem do rečemo marca, konc marca je ponovadi še kdaj sneg. Je treba nujno vedeti, a se v te zunaj vozil, a se v te noter vozil. Zdaj, če se v te noter vozil, pol rabite imeti trenažer. Tudi jaz bi vsem svetoval, da ventilator, ker brez ventilatorja boste prehit zašvicali in pol kakšne daljše vožnje, ker toliko mineralov pa soli izgubite. Mogoče prvi mesec se te še dokaj v redu počutili, pol naprej je pa lahko tudi počutje slabš, mogoče lahko tudi zaradi tega hitreje zbolite. Skratka, treba je malo vedeti, na kaj se pripravljate, tako da ja, jaz bi tukaj definitivno tisti, ki noter trenirate, enkrat na 14 dni nujno z vodo operte kolo, to zaradi samega švica, ki kaplja gor na kolo, da ne boste imeli pol spomladi pa težav s kolesom. Ta druga stvar je, da nabavite še ventilator, vsaj enega. Tako da ja, to je, zdaj se jih dobi, mislim, da na Amazonu tudi pod 100 evrov. Nujno uporabljate powermeter, ki ga imate na kolesu, ne pa uporabljati powermetra, ki je že v trenažerju noter. To predvsem zaradi tega, da imate konstantno iste podatke, se pravi, polka boste šli ven voziti, da ne bo tega odstopanja od podatkov, ki jih dobite iz powermetra. Lahko je noter, ne vem, za par procentov drugač in pol imate FTP drugač nastavljen, skratka vse, cel trening je potem napačen, tako da tukaj bi vam še to svetoval, da se trenira glede na powermeter, ki ga imate na kolesu, ne pa to, kar trenažer ponuja. Ena še taka stvar, ki se mi zdi, da kolesarji vedno iščemo neki, a nam ne ustreza, ja, ne, se pravi, od sedeža na kolesu, kakšne hlače, skratka, vse, kar mislite, da potrebujete, bi svetoval, da se nabav
preden začnete trenirati in da ne iščete potem nekih izboljšav, takih in drugačnih. Ja, zdaj mogoče hlače še niso nek problem, ampak če zamenjate sedež na kolesu, je lahko sedež malo drugačne oblike, lahko je višina drugačna, lahko je daljši, krajši, skratka, vse to pol spet gre nazaj na bike fitting in da si pa spreminjate vi nastavitev položaja, takrat, ko že orang trenirate, se pravi rečemo marc, april, ko se ne rabite s tem obremenjevati, je pa to pač sploh kar orang težko s tem, da so pol še kakšni mojstri, ki menjajo oziroma ki grejo na nastavitev kolesa sred sezone ali pa 3 dni pred pomembno dirko. Tega prosim ne delati. Do zdaj še nisem slišal za primer, ki si nastavil kolo v sredo, v soboto imel ali pa v nedeljo imel pa orang dirko in je bilo vse v redu. Tako da to definitivno pač ne tega početi. Do zdaj, ja res, nisem slišal še nič dobrega, tako da ja, vsem bi svetoval, da kar se tiče nastavitev kolesa, vse, kar rabite na kolesu zamenjati, se pravi, kakšne te malenkosti sedež, če menjate pedala, blokeje na čevljih, to naredite, preden začnete trenirati, ker v tem času, ko bi rekel, ker ne trenirate še na polno, ker se dela te malo lažji intervali, ker se bazo nabira. No? V tem času je čas, da si vse nastavite, pa ko se začnejo tisti orang treningi, da je tako vse tipi-topi in da se lahko sam voste. Tako da to je še ena stvar, ki je zelo pomembna. Zdaj pa preden začnete trenirati, se morate pa vprašati, glih včeraj sem imel tukaj gospoda, no pa je zato ta ideja prišla, a ste kolesar, ki rajš sam dela, pa noče poslušati drugih, kaj vam pravijo, ali ste rajš vodeni, toliko da vi nimate tega v glavi, teh skrbi, kako se trenira, kdaj treba spremeniti intervale, kaj jest itd. Se pravi, jaz približno vem, kakšen sem, vem, da so testi zelo pomembni in vem, da tudi sam teh testov ne bom naredil optimalno. Zaradi tega mogoče sem že velikokrat rekel, ampak v Human Performance Centru vam res za moje pojme zelo ugodno vas testirajo, imate tisti, kako bi rekel, izračun, kako se nastavi potem vse v števcu. Tako da si lahko vse nastavite, pa morate pa sami pri sebi vedeti, a ste taka oseba, ki rajš sam trenira, pa se bo sam lotil vsega, ali ste taki, ki boste pač vodeni. Če ste vodeni, pol pri njih mislim, da tisto osnovni paket pride 90 € na mesec, ta testiranja so pa okrog 165. Če imate pa še naš subscription, se pravi, ko pride 30 €, imate pa 20% popusta, tako da tukaj imate nekaj res zelo ugodnega, glede na to, da se daje, ne vem, že za gym karto, pa vas noben ne vod, pa date lahko 50 € na mesec, pa več, pač kle dobite res od strokovnjakov na svete, pa boste dali, se pravi, koliko je to, dobrih 70 € na mesec, za moje pojme je to zelo dober deal, no, pa še posvete itd. Skratka, oni zapravijo kar nekaj časa, nas pride pa samo 70 €, tako da, oziroma nekaj čez 70 €. Tako da to bi pač vsem svetoval, da se lotite, če ne drugega, vsaj test naredite, pa pejte pol vsaj še enega ali pa 2 narediti pred tekmovanjem, zaradi tega, ker FTP se vam bo povečeval, če se vam ne bo, pa veste, da nekaj narobe delate, a ste preveč zmatrani, kakorkoli, nekaj pač ni, ker vsi bi mogli napredovati, zdaj, če si vzamete kakšen teden, 14 dni pauze od kolesa, pol pa se postopoma napreduje in bi mogel v 2 mesecih toliko napredovati, da bi tudi FTP se mogel spremeniti, VO2 max in tako naprej. Se pravi, kar se tiče testa, je za moje pojme zelo pomembno, to nujno opravite. Zdaj, ta zadnja stvar, ki pa je, čez kolo smo šli, čez treniranje, po zim smo šli, se pravi, znotraj zunaj, če zunaj trenirate, nujno vsa oblačila,
pejte kupiti. Če veste, da pod 5 stopinj, rečemo, se ne boste zunaj vozil, sploh če bo tak čuden vreme, ki ga imamo v Ljubljani, ki je skozi megla, pol probite v bistvu, ne vem, ali z tekom na smučeh, s hojo v hribe nadoknaditi, skratka, delite kakšen tak šport. Jaz še ben let nisem začel novembra že trenirati, ampak sem po večini se zdaj bolj vozil, pa sem pa začel trenirati tako malo bolj orang konc februarja, pa se rečemo do tistega dogodka, ki sem se pripravljal, je bilo vedno v redu. Se pravi, dobro je tudi, da imate točno zastavljen cilj, da če je to samo izboljšanje rezultatov, pol morate pač te intervale malo prilagoditi. Zastavite si cilje, eno je, da imate prav točno določen dogodek, drugo je pa, da se sam izboljša pač nek vaš performance in to se vam more skozi let konstantno izboljšati, zato ker vsi intervali, vse poteka v nekih sklopih, zdaj so to 3-tedenski, 4-tedenski, to si sami izmislite oziroma vam bojo itak v Human Performance Centru svetovali. Tako da to je ta druga stvar, se pravi ta cilji in oblačila. Pol še ta zadnja stvar, ki je pa tudi zelo pomembna, je pa sama prehrana. Zdaj, iz mojih izkušenj se je tako pokazalo, da ko orang začneš trenirati, se v bistvu tudi sam telo se boljš odzove na bolj zdravo hrano, predvsem, če približno veste, kaj je potrebno jesti. V kolesarstvu je tak mogoče malo čuden, ker lahko jeste načeloma, morate jesti tudi dosti cukra, tako da to je zelo dobro, pazite samo, da ne pretiravate, sploh jeste v bistvu za naslednji dan, ko ste na kolesu, ne za ta dan, ko ste ga pač upravili. Tako da pol pa si prilagajate malo glede na počutje in tako naprej, ampak ja, kolesarji načeloma pojemo kar dosti. Takrat, ko sem jaz treniral, se pravi približno 16-20 ur na teden, sem pojedel ene 4000 do 4500 kalorij dnevno, pa sem lahko shujšal tako na mesec tudi ene 3-4 kile. Tako da, ja, zdaj približno se vam sanja s tem, da sem štartal, mislim, da z 92 kilami, to je bilo konc februarja, če ne še celo kaj več, en let mislim, da še celo 96, pa sem prišel pa do Franje na 84 kil, tako da to je se pravi od konc februarja do začetka junija. Pa sem jedel vse, kar mi je pasalo. Testenin sploh ne vem koliko, sladoleda malo morje, sem imel pa po treningu, pa pred treningom, rečemo, kar dosti v redu obroke, vsaj za moje pojme, se pravi ne preveč omak, suh riž, mogoče sem dal, ne vem, s kakšnim limoninim sokom pokapal, če sem lososa zraven jedel, spet suga, ali pa piščanca, pa riž, ali pa testenine, pa riž, mislim testenine, pa meso, ali pa neka riba in ja, to je to. Jaz sam jem lahko zelo simpel vsak dan in mi je čisto super. Tako da evo, to je par stvari, na kjer boste pozorni, ko se pripravljate za naslednjo sezono. Predvsem cilje si označite, da imate kolo nastavljen, to je zelo pomemben, pa da se ne betlate v glavi, kaj bi še lahko, sam pač trenirite in to je to. No, če vam je bil video všeč, stisnite like gumb, subscribite se, nam ful pomaga, tisti, ki pa iščete zdaj še kakšno nadgradnjo na kolesu, pejte pa na proofcycling.com, trenutno imamo Black Friday akcije in ja, boste zihali najdel nekaj zase. Do naslednjič, uživite, let's ride!